En lep pozdrav in dobrodošli v videu, v katerem bomo skupaj iskali rešitve za velike družine. Danes sta tukaj le z mano Volkswagenov Caddy in Touran. Oba sta primerna ravno za take zadeve, torej za tiste, ki imate 2 ali 3 otroke, pa bi hkrati želeli tudi kaj odpeljati s sabo. Med drugim si bomo pogledali, kako vanje pašejo 3 avtosedeži. Danes so z nami Nuna, ker so pač sinonim za varnost in kakovost. Tale video je nastal v sodelovanju z Malimi zakladi, kjer najdete veliko izbiro funkcionalnih, udobnih in varnih otroških avtosedežev in Porsche Group kartico, ki ponuja ogromno ugodnosti tako na cesti kot tudi na cilju. Po informacijah sem se odpravila kar na Porsche Slovenija, ki je uvoznik za Volkswagen, Škodo, Audi, Seat in Volkswagen gospodarska vozila. Skupaj pa si bomo pogledali vozila, ki ponujajo možnost 3 izofixov na zadnji klopi, 2 izofixov zadaj in enega spredaj in tistih, ki mogoče te opcije sicer ne ponujajo, imajo pa ogromno enega prostora, ki ga pač velike družine potrebujemo. Ena zanimivost. Verjetno večina tistih, ki gledate zdaj tale video, nima pojma, kakšen preskok v bistvu pomeni ta prehod iz 2 na 3 otroke, sploh kar se tiče prevoznih sredstev. Ker jaz, ko sem se s tem srečala, ko smo pričakovali 3. otroka in sem začela iskati avtomobil, ki ponuja rešitve, torej 3 izofixe na zadnji klopi, sem ugotovila, da je pravzaprav izbira pri nas blazno majhna. Moj nasvet vsem, ki se boste v kratkem srečevali s to dilemo, je, da si greste tele zadeve najprej testirati. Torej, sposodite si avtomobil, če je le možno, in vzamete tiste 3 avtosedeže, ki jih imate v planu, pa se greste malo Tetrisa. Torej, zlagate noter in pogledate, če je zadeva sploh kompatibilna. Zdaj smo si skupaj pogledali Tourana in njegove rešitve, ki jih ponuja za 3 otroke. Imam pa en fun fact, to je hkrati tudi edino osebno vozilo od Volkswagena, ki ima trenutno to opcijo. Prej je bil tudi Charan, ampak je šel žal iz prodaje. Imate pa še možnost gospodarskih vozil, to pa so Caravelle, Multivan, Transporter in California. Sicer pa Volkswagen ponuja še kar nekaj gospodarskih vozil, med drugim tudi zvezda današnjega videa, Caddyja. Verjetno ob tej besedi sicer pomislite na manjše gospodarsko vozilo, ampak za moje pojme je to en izmed najbolj dovršenih popotniško-družinsko-gospodarskih vozil na tržišču. Kot zanimivost, možnost ima, da zadaj namestite 2 otroška sedeža z izofixom in dokupite tudi opcijo, da lahko namontirate enega tudi spredaj in to za dobrih 42 evrov. Ena izmed največjih prednosti kombi variant so za moje pojme drsna vrata. To je tak lifesaver, ki greste recimo po otroke v vrtec. Samo takole namesto, da potem butajo vse naokoli tam, ki so nagneteni en zraven drugega. Caddy je idealen družinski avto tudi zaradi sanjskega prtljažnika. Primeren je tako za potovanja kot za kakšne družinske izlete, kot gospodarsko vozilo. Jaz recimo bi ga uporabljala vsaj do Oliverjevega 1. leta, recimo tako, ko imaš 2 otroka, potem pa enega otroka spredaj v lupinci, potem pa mogoče se začneš počasi ozirati za kakšno varianto, ki imajo 3 na zadnji klopi. Meni se zdi idealen tudi kot drugi avtomobil za velike družine, ker pač ponuja ogromno enega prostora, ki ga vedno potrebujemo za vso kramo, ki jo tovorimo s seboj. Ponuja 7 zračnih blazin, sama prostornina prtljažnika je pa odvisna predvsem od modela. You got what I need, sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat, keep it on repeat, tested by the motion, loving this devotion. Čas je, da se posvetimo še izboru avtosedežev. Kot rečeno, bom danes predstavila blagovno znamko Nuna. Nuna je premium blagovna znamka z nizozemsko tradicijo, ki danes navdušuje družine po vsem svetu. Njihovi avtosedeži so prejemniki odličnih ocen, odlikuje pa jih tudi sofisticiran dizajn in izjemna praktičnost. Za današnjo predstavitev sem zbrala Nuna Pipa Next lupinco, ki je ponavadi naš prvi izbor za to, da prinesemo dojenčka iz porodnišnice domov. Uporablja se lupince tam nekje do 1. leta starosti, nekateri tudi dlje. Zdaj pa, zakaj je lih Nuna Pipa Next nekako prvi izbor mamic po svetu? V kombinaciji z bazo je prejela odlično ADAC oceno varnosti 1,2, hkrati pa je tudi najbolje ocenjen avtosedež v kategoriji do 85 cm. Zdaj pa pridite z mano, da vam pokažem še eno odlično lastnost. Nuna Dream Drape je njihova patentirana zavesica, ki omogoča zaščito pred soncem, hkrati pa otroka lahko tudi majčkeno skrije pred radovednimi pogledi. Če greste v trgovino, lahko tako omogočite en tak nemoten spanec, tudi ki ga imate v lupinci.
Pritrdimo jo lahko z avtomobilskim pasom ali z Isofix bazo, kot v tem primeru. Glede na to, da je to avtosedež prve skupine, je čist super, tudi če ga imamo spredaj, glede na to, da potem otroka lahko gledamo, da mu lahko popravimo kakšno dudico, kaj takega. Moramo biti pa zelo pozorni na dve stvari. In sicer prva je to, da v primeru, da otroka vozimo spredaj, izklopimo zračno blazino, in druga, da to pa nima veze, a je spredaj ali zadaj, vedno mora biti tale ročka dvignjena, nikoli poležena nazaj. Zdaj pa še en namig, kako v takem primeru razporedimo otroke. Kot rečeno, najmlajšega damo spredaj, zato da ga imamo najbolj pod nadzorom. Potem diagonalno, torej za sovoznikovim sedežem, damo srednjega, zato da ga imamo še vedno nekako pod nadzorom, ker recimo, ko se obrneš, je lažje tja pogledati, kakor pa čist nazaj. In potem za voznikov sedež, najstarejšega, ki dejansko potrebuje tudi najmanj kontrole. Naslednji je z nami avtosedež Nuna Prim. Na ADAC testu je dobil super oceno 2,1 in meni njegova najljubša lastnost je to, da je vrtljiv, kar nam blazno olajša delo, ker ga lahko uporabljate v nasprotni smeri ali v smeri vožnje, odvisno od starosti otroka. Hkrati pa tudi nam staršem pomaga pri samem nameščanju otroka v avtomobil, ker si s tem res olajšate delo, ker se ne rabite toliko sklanjati in manevrirati potem otroka na ta način in s pripenjanjem. Nuno Prim lahko praktično uporabljate od rojstva pa nekje do 4. leta starosti. Jaz sem sicer svoje prestavila pred cirka 1 letu v tak model. Je pa zelo fajn, zato ker tudi potem, ko so enkrat noter, jim omogoča fajn spanje zaradi naklona. In pa zelo zaželena lastnost pri tistih, ki date veliko na varnost, je to, da ga lahko do 4. leta uporabljate v nasprotni smeri vožnje, torej da se otrok vozi 5-krat bolj varno vse do 4. leta. Kot zadnji pa je z nami Nuna Ace, avtosedež, ki se ga uporablja od 3. pa vse tja do 12. leta starosti, predvsem zaradi njegove lastnosti, da se otroku prilagaja po višini, širini in globini. Na ADAC testu je dobil odlično oceno 1,9, hkrati pa je njegova posebnost to, da se ne namešča otroka več tako, kot v prejšnjem z pasovi avtosedeža, ampak z avtomobilskimi pasovi, priklopi pa se z Isofix konektorji. Evo, to je bila ena kratka predstavitev Volkswagenovega Caddyja in avtosedežev Nuna, Pipa, Next, Prim in Ace. Za več informacij o avtomobilih ali pa avtosedežih se lahko obrnete na spodaj napisana e-maila ali pa spremljate tudi Instagram profila Malih zakladov in Porsche Group Carda.